Spoštovani gostje, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, spoštovane občanke in občani. 24 let mineva od dogodkov, ki so tlakovali pot neodvisnosti in obstoju samostojne Republike Slovenije, kot jo poznamo danes. Vsako leto nas v radijskih in televizijskih oddajah spomnijo na tiste čase in prav je tako, saj se premalo zavedamo teže tedanjih odločitev. Jugoslovanska ljudska armada in tedanje hegemonistično vodstvo Srbije sta bila nasprotnika, ki sta svoje težnje pokazala že mnogo pred letom 1991. Na Gazimestanu, z napovedanim mitingom resnice v Ljubljani, na Kosovu in še bi lahko našteval. Zato je treba priznati tedanjemu vodstvu Socialistične republike Slovenije, kot se je takrat imenovala, da je sprejelo prave odločitve, ko ni priznavalo prevlade ene republike nad drugimi. Torej, ni se vse začelo po volitvah 1990, temveč so bili mnogi koraki storjeni že prej. Že takrat so veliko vlogo odigrali veterani Združenja Sever, saj so v istoimenski operaciji obvarovali Slovenijo pred podivjano hordo mitingašev, katerih cilj je bil zamenjati slovensko vodstvo, kot so to storili v nekaterih drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Nova oblast je intenzivirala priprave na osamosvojitev in jo izvedla, saj ni bilo več moč upati na obstoj federacije ali konfederacije, vsaj ne v taki obliki, ki bi Slovencem omogočala dostojno življenje. Danes, po 24 letih lastne države, imamo veliko težav, ki izvirajo iz tako imenovane tranzicije, za katero imam občutek, da traja in bo trajala v nedogled. Priča smo ideološkim sporom. Politika se ne more zediniti niti o datumu nastanka Slovenske vojske, kaj šele o dogodkih izpred 70 let. Govorimo o spravi, a večje kot je število besed na to temo, manj je sprave. Sprava ni nekaj, kar se kupi na tržnih osnovah, ni je moč vsiliti in ni moč določati, kakšna naj bo. O spravi se enostavno ne govori, temveč se jo udejani ali pa ne. Današnja prireditev je posvečena mladostni neobremenjenosti. Mlade danes zanimajo popolnoma druga vprašanja kot pred 24 leti. Moram reči, da tudi meni. Slovenski narod se je bojeval na mnogih frontah v zgodovini in dal premnoga življenja. Danes je boj drugačen. Žal, Slovenke in Slovenci dojemajo kot sovražnika lastno državo. Nekateri preklinjajo Rudolfa Maistra, ker bi bili rajši v Avstriji. To je tako bogokletno razmišljanje, da že misel na to človeka zmrazi. A vprašamo se, zakaj tako? Odgovor ni enoznačen. Vsakdanjost ponuja mnoge interpretacije. Vsak dan poslušamo, država je storila to in ono, država se ne odzove, država gor, država dol. Z državo upravljajo ljudje. Slišimo za predsednika vlade, ministre in še koga, a čas bo, da z imeni in priimki začnemo operirati tudi pri državnih uradnikih. Ministri se menjajo, oni ostajajo, nekateri so večni, a odgovornosti ne prevzamejo. Dober primer je nujna medicinska pomoč. Neka tako imenovana strokovna delovna skupina je pripravila pravilnik, ki je skregan z logiko. Namesto, da bi v sedanjem sistemu odpravili pomanjkljivosti in ga izboljšali, gredo rušiti vse, alternativa pa je slaba. Ti ljudje danes igrajo vlogo nasprotnikov ljudi. Slišimo besede, da vsaka vas ne more imeti satelitskega urgentnega centra. Se strinjam. A nismo mi krivi, da je danes vsaka vas svoja občina? Občina Kamnik pač ni vas, saj ima 30 000 prebivalcev, skupaj s Komendo pa 37 000. Skratka, žalijo nas tisti, ki naj bi delali za ljudi. Ne bomo odnehali in dovolili, da nam razbijejo dobro delujoč sistem z dobro opremo, ki smo jo sami financirali. To ni ideološko in politično vprašanje, ampak je vprašanje preživetja, zato smo pripravljeni iti tudi na ulico, skupaj z drugimi občinami Slovenije. Na ministrstvu...
Na ministrstvu pravijo, da imajo takšne sisteme tudi v tujini. Mene zelo malo zanima, kako imajo v tujini, saj vse iz tujine ni dobro. Ne bom izgubljal nadaljnjih besed, ker sem že utrujen od te problematike, ki je pereča, a ne edina. Pomembna, ljudem malo znana zadeva je tudi znižanje povprečnine, ki izhaja iz zakona o financiranju občin. Po zakonu bi pravzaprav morali dobivati že 630 evrov na prebivalca, do junija smo jih dobili 525, v drugi polovici leta pa jih bomo dobivali po 500 evrov. Vlada je požrla svojo obljubo, da bo na drugi strani sprejela ukrepe, ki bodo pomenili prihranek za občine. Z ukrepi, tudi tistimi, ki so bili predvideni, pa si pravzaprav ne moremo pomagati nič. Ta vlada je vlada akademikov, ki niso bili, razen redkih izjem, še nikoli na izvršilni funkciji, da bi videli, kaj je realnost. Lepe misli so prispevek k splošni kulturi, a ne nasitijo. To se vidi tudi pri prodaji državnega premoženja, kjer bodo za poceni denar prodali nekoč paradne konje, a ne samo te. Na seznamu so podjetja, ki še vedno prinašajo dobiček. Če v naši državi ne najdemo nekaj sposobnih ljudi za upravljanje teh podjetij, potem nismo vredni, da obstajamo. Morda bi pa med prostovoljnimi gasilci našli koga, saj so gasilci zadnje čase dobri čisto za vse. Celo za prve posredovalce nujne medicinske pomoči. Sliši se cinično in sarkastično, a žal ni daleč od resnice. Medtem, ko se nekateri ukvarjamo s temami, ki še kako zadevajo prebivalstvo in so razvojne, so drugi še vedno v ideoloških razpravah o dogodkih pred 70 leti. Spletna omrežja so polna sovražnega, žaljivega in skrajno ponižujočega govora. Velikokrat skritega za anonimnimi vzdevki, kar ni pošteno. Kdor komentira, naj se izpostavi. Ugotavljam, da gre večini teh Facebook komentatorjev zgolj za ustvarjanje nemira in politizacijo, za pesnika denimo do včeraj še vedeli niso. Sedaj se je razvnela javna razprava, ki bi se pravzaprav morala že prej. Zanimivo je, da okrogle mize o pesniku prirejajo literati iz Ljubljane, večina od njih pa sodi v prepoznavno politično okolje. Če jim je pesnik Balantič tako blizu, kot pravijo, bi morali že zdavnaj predlagati poimenovanje kakšne državne ustanove po njem. Ne bomo dovolili nikomur, da Kamnik izrablja za svoja politična in kakršnakoli druga prepričanja. Dejstvo je, da javne razprave pred uvrstitvijo točke na občinski svet ni bilo in to je treba priznati. Ne glede na vsa pisanja, mnoga med njimi popolnoma neprimerna in skrajno žaljiva. Največkrat v stilu naši, vaši. So si pa zagovorniki in nasprotniki poimenovanja edini v eni stvari. Oboji trdijo, da jih je več. Če bo šla stvar zelo daleč, je možen tudi razpis referenduma, kar bo edini verodostojen pokazatelj dejanskega stanja razpoloženja ljudi glede vprašanja imena knjižnice in koliko katerih dejansko je. Ja, spoštovani gospe in gospodje, to je naša realnost, tako kamniška kot slovenska. Ukvarjamo se s problemi, kjer je možno razplantevati sovraštvo, zaničevanje in podcenjevanje, namesto da bi se ukvarjali z razvojnimi problemi. Bolj me skrbi dejstvo, da nimamo učinkovitega boja proti korupciji, da je možno izigravati sistem z zdravniškimi opravičili, da nobena sodba ne zdrži, da mečemo milijarde v banke, ki jih bomo potem poceni prodali, da ne poberemo davkov, da mladi, ki smo jih izšolali, odhajajo v tujino, kjer jih sprejmejo z odprtimi rokami, saj zgolj požanjejo tam, kjer niso sejali. Poleg vsega se gremo še reforme v zdravstvu, ki so namenjene predvsem lobijem. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni si zemeljski raj. Tuje šege, tuje ljudstvo so prijatelji, bratje ne. Slava, le slovansko čustvo, srce moje veseli. Tako pravi pesem.
Zavedajmo se, kaj smo in kdo smo, počastimo uspehe, priznajmo napake, pustimo za seboj obtoževanje in Slovenija bo postala bolj prijazna do vseh. Spoštovane gospe in gospodje, iskreno vam čestitam v prazniku naše domovine z željo o miselni svobodi. Hvala.